Trije lovci kviza na lovu se bodo zdaj malo preizkusili v tem, koliko se med sabo najbolj poznajo, oziroma katere lastnosti, katere stvari najbolj pripisujejo drug drugmu. Fantje, kdo je najbolj tekmovalen? Pa za sebe tudi velja glasovati, no? Vedel sem. Ivan, zakaj ti? Vem, to mi je v naravi, no. Kot športnik že, pa tak, ne rad zgubljam. Tudi Janko, ti kako dojemaš? Mislim, nekaj za dojemac, pač številke govorijo svoje. Kar je, to mi je pa fajn, Viktor, no na sebe, jaz si, ne? Valjda, da vprašajte moje prijatelje, se bojo z veseljem prijavili pa povedali vse o temu. Ja, nisi bil zaston banka pri Monopoliju, pa... Dobro, takrat si bil še mali, ne? Ne bi glih rekel mali, vedel sem že, kaj je moralno prav in ne, pa mi je bilo vseeno. Ja. Ampak zato si zdaj nehal igrati Monopoly? Ja, pod prisilo. Tako, bravo. Gremo naprej. Kdo ima najboljši poker face? Jaz pač ne krijem upoštev, jaz nisem možen odgovor. Pogledajte malo kamero. Poker face rabimo, Ivan, poker face. Najtekmovalci odločen, pa jaz bi se kar strinjal s tabo, Ivan, in s tabo, Janko. Dobre, dosti imate tega poker facea. Janko, kako dolgo si razvil ta poker face, oziroma odkot to pride, da si ti tu res najboljši? To, jaz berem veliko knjige, ampak ne pustim pa, da drugi bere mene. Kdo bi najhitreje zamenjal kariero? Viktor? Si ga da? Opa, prvič enoglasno. Ja, mislim, enoglasno, tlej smo se zmenili. Ja. Ne, saj sem že skakal veliko v karieri, tako da... Kaj si vse že bil? Ja, prvo sem bil to lažem, bil sem prijavljen 1 leto na študij prava, bil sem po pol leta v UP-u, ker nisem mi dal več. Sem šel na jezike, pol sem delal v turizmu, pa malo digitalni marketing, pa zdaj spet v turizmu, tako da malo skačem. Hensta širina, ne? Ja, to. Splača se skakati ljudi, tudi vam pravim, ne? Da si rešite obzorje, pa spoznate ljudi, pa prijete pol biti lovci. Kdo najlažje obvlada stres? Opa, razlož. Železni živci. Razlož, kaj lahko tudi ljudje doma naredijo, da bojo lažje stres? stres? Jaz sem toliko svoje kariere, sem moral soočati z veliko stresa. In porazi, in zmage, in kakršnikoli nepredvidljivi dogodki. Pa mislim, da sem na začetku dobro sam handlal, potem pa tudi s športno psihologinjo. Tako da, evo. Ampak kaj pa, je kak razsvet, da takrat, ko si res v stresni situaciji, pa veš, da ti bo to sam škodilo, kaj lahko narediš, da se tega stresa... Lahko narediš to. Ne razmišljaš o tem, ne? To je najlažje, don't think about it. Vsak individualno mora priti do tega, kakšne so tehnike, ki mu odgovarjajo, da se dansko lahko sprosti pa pomiri. Tako. Eni globoko vdihnejo, eni se vščipnejo za bradavičke, kar ti paše. Tako. Ščipnejo za bradavičke. To si me zdaj zdal? Greh se pove, grešnika ne, se veš nekaj. Kdo bi najlažje preživel teden v divjini? Kaj je zdaj to divjina? Danes je lahko marsikaj divjina. Evo, Ivan, fanta stavta na tebe, ti pa ne. Ne, mislim, jaz imam rad komfort svojega kavča, televizije, hrane na roke. Se ti pa zdi, da bi Janko bil? Mi se zdi, da je Janko vrhunsko v divjini. Jaz tudi mislim, da bi Janko bil dober v divjini. Veste kaj, vsakič, ko ga vidi, ima 2 rukzaka s sabo. Kaj imaš od teh rukzaki? Moram kar tega razkrivati. Ampak dobro, lahko malo poveš, a bi preživel s tema 2 rukzakoma v divjini, ali so to bolj... Pa nekaj dni pa že. Vidiš. Ampak res mi je zanimivo. Ti celo svoje stanovanje skoro nosi s sabo, kako? Omnija meja me komfortu. Tako, ja. Dobro. Kdo bi najhitreje zgrešil enostaven odgovor? Ja, vidim, da se kar posipate s pepelom. Kjer ga ste kaj zgrešili na zadnje? Spomnite kazga, tisto se je težko spomniti, ampak... Ciciban. Kaj pa je bilo? Pripisal sem ga gospodu Koviču. Aha, dobro. Ne vem, če bi bil Župančič vesel. Je res? Janko, kdaj si ti kaj falil? To je bilo pa nekaj Leta 93. Ne, to je bilo zdaj na enem mednarodnem kvizu, smo dobili vprašanje, če severni pol geografski, tudi magnetni severni pol. Seveda ni.
Mislim, da ni. No. Pa si rekel, da je. Jaz sem- To se skozi spreminja, neki pa prilagaja te busole. Pa, Ne, pač ni že zaradi tega, ker pač če kompas kaže proti severu, torej pač, ker sever privlači jug, ne? Magnet. Sever Zato, privlači jug, Ja, pač, ker ker nasprotja se privlači. Ja. Ivan, Čeprav mi smo Koliko tukaj te sami. petel, da je v Čileju? vidiš, A ste videli, kakšna materija se zbira? Popocatépetl, pa jaz sem se zdaj naučil, da se v bistvu ne reče Popocatépetl, tako so nas skozi učili, ampak je Popocatépetl. Veš, se pravi na glasi. Kje so pa dobili tega Lingvista. izvirnega govorca? To ni po vuku. Ne, ni. Ni, ampak pa je tako prav. No, in jaz se pa veliko s tem ukvarjam, ker se stvari prav naglasujem, prav preberem, čeprav vam se ne zdi v oddaji, ker še vedno falim, ampak je to tega, da počasi se daleč pride. Kdo med vami bi prvi izumil nekaj, kar bi spremenilo svet? Jo, tole si pa dobil zdaj pohvale. Najprej vi razložite, zakaj Janko. Mislim, ne vem, zakaj jaz ne bi. Ne? To je prva stvar, ampak tudi koliko poznam Jankota, pa njegovo akademsko smer je mogoče iti celo tako daleč, da bo kaj izumil. Da bo, ne? Ja. Zdaj to se strinjam z Ivanom. Jaz govorim lahko veliko jezikov, sem te so vsi bili že izumljeni prej. Jaz nam noben nov jezik izumil. Ti Mislim, pa, to je moja služba, sicer pa tudi v prostem času premljava veliko takih idej. Ne nujno pač revolucionarnih za svet, ampak veliko idej pride, zdaj koliko so pa dobre. kje se ti pa zdi na katerem področju, ko razmisliš o raznih idejah, da bi bil tisti preboj? Najprej. Svetovni preboj. Ja, mislim, da bo kar na mojem področju v tem tako ustvarnosti. Tam imam največ nekakve možnosti za razvoj. Dobro, držimo pesti, da Hvala. se to res zgodi. In še zadnje vprašanje, kdo med vami bi najhitreje rešil Rubikovo kocko? A ste kaj friki, to vam letijo prsti. Dela. Viktor, poba se stavlja na te. Kako si z Rubikovo kocko? Čist povprečen. Ja, Ja. kaj to pomeni, čisto povprečen? Ne vem, probavaš, pa neki rata, neki ne. Pa se staviš tudi? Ma, mogoče sem jo enkrat, ne glej zdaj, da sem fulkrat probaval. Nobenih hitrostnih rekordov ne bom podelil. Dobro, ampak vama pa zgleda, kot da je to prav, ne? Taki Malo Madžar, hitri ja, to je. prsteki pa to. Ja, bravo, fantje, to je to. Super ste bili, mislim, da se že kar dobro poznate, glede na to, da se kratek čas družite, ampak kaj še ne bo v naslednjih sezonah. Bravo, hvala. Ne. Hvala tebi. Sem, da ne bojo tudi vprašanja šla v te vode. Ja, šle. Teh detajlov A ja, naših. vaši. Ja. Kaj ne bi se radi Kaj si izpostavljali? rekel, kdo je? Ja. A, B ali C. Ja. Bravo, hvala.